Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, ekipa UKOM, gospa prevajalka, gospa Nuška Čaks Jager, sodelavki v moji ekipi, državljanke in državljani, lepo pozdravljeni na današnji redni COVID-19 novinarski konferenci. Tudi današnjo novinarsko konferenco začenjamo s pregledom epidemioloških podatkov za Slovenijo. Ob včerajšnjem rekordnem številu opravljenih testiranj, kar 2560 jih je bilo opravljenih, je bilo potrjenih tudi 79 okužb. Še včeraj smo napovedovali, da se število testiranj povečuje in se bo povečevalo, če bo to potrebno. Povečano število testiranj ne pomeni dodatnih obremenitev zgolj za laboratorije, temveč tudi za zdravstvene domove, za osebne zdravnike in NIJZ, na katere se obračajo vsi, ki so test opravili in čakajo na rezultate. Vsi se trudijo po svojih najboljših močeh, da teste hitro in zanesljivo obdelajo te rezultate testirancem tudi sporočijo. Zato vse prosimo, da počakajo, da dobijo povratno informacijo strani pristojnih in ne preverjajo po nepotrebnem, kaj se z njihovim konkretnim testom dogaja. Samo število pozitivnih oseb je rekordno visoko. To gre pripisati visokemu številu testiranj, normalnemu oziroma polnemu delovanju šol in poteku našega življenja ter normalnemu teku gospodarstva. Če želimo to normalnost ohraniti, moramo sodelovati z epidemiologi, moramo pravočasno opozoriti vse, ki so bili v stiku z pozitivno osebo. Zato tudi danes ponovno pozivam vse, da polno sodelujete z epidemiologi, da epidemiološki službi poveste, s kom ste bili v stiku, kje in kdaj. Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje se ob tej priložnosti ponovno zahvaljujem za njihovo natančno, vztrajno in predano delo ter tudi njihovo krizno organiziranost, ki se lahko odziva tem visokim številkam. Vsi se moramo držati zdravstveno-varnostnih ukrepov. Pravilno nosimo maske, razkužujmo si roke, držimo se fizične distance. Ti ukrepi so namenjeni varovanju našega zdravja, zdravja naših svojcev, prijateljev, kolegov. Zdravstvena inšpekcija nam je tudi danes poročila, da se tudi oni, kot Nacionalni inštitut za javno zdravje, na terenu srečujejo z številnimi težavami. Predvsem takrat, ko želijo posameznika opozoriti, da naj si nadene masko. Ljudje jim grozijo, bežijo pred njimi, celo fotografirajo jih in nočejo sodelovati z njimi. Takšno obnašanje ni najbolj zrelo in odgovorno in meče slabo luč na celotno družbo. Če kdaj, je v času pandemije ključno, da smo svojim ravnanjem, odzivanjem in obnašanjem solidarni. Zaščitimo sebe, ker le tako ščitimo druge. Bodimo odgovorni in solidarni. Dokler proti virusu nimamo zdravila ali cepiva, je to edino, kar imamo, da zajezimo njegovo širjenje. Distribucija na današnji dan žal ponovno kaže na vdor virusa v domove za starejše občane, kar pomeni, da se struktura okuženih spreminja, delež starejših pozitivnih oseb pa se ponovno povečuje. Naš zdravstveni sistem se mora temu prilagoditi in tudi primerno organizirati. Vse sklepe vlade, sprejete pred nekaj meseci, ki so bili dodatno pripravljeni oziroma dogovorjeni za možnost ponovnega jesensko-zimskega izbruha virusa, je potrebno nemudoma uresničiti. Zdravstveni sistem ne sme biti talec COVID-19 in zaradi COVID-19 ne sme zastati na primarni in ne na sekundarni ravni. Enako velja za kadrovsko in strokovno organizacijo domov za starejše občane ter njihove zaloge zaščitne opreme. Virus od nas zahteva dodatne ukrepe in prilagoditve tudi na organizacijski ter sistemski ravni. Za konkretno predstavitev epidemiološke slike v Sloveniji k besedi vabim dr. Nuško Čaks Jager iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki nam bo postregla tako z analizami, kot tudi z zadnjimi številkami o tem,
kakšna je struktura včerajšnjih okužb, koliko jih pripada izobraževalnemu sistemu, koliko domovom za starejše občane. Gospa Nuška, prosim za vaš prispevek. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Preden pogledamo epidemiološko situacijo, bi rada poudarila, kaj se dogaja, torej epidemiološko situacijo v Sloveniji, bi rada poudarila, kaj se dogaja tudi v Evropi. Evropski center za nalezljive bolezni oziroma za spremljanje bolezni sicer še ni popolnoma obnovil sliko za 36. teden, pa vendarle lahko zasledimo v primerjavi teh dveh slik, da se število okuženih v osrednjem delu Evrope, predvsem pa v Španiji, močno dviguje. Naprej, prosim. In če gremo na področje Slovenije, kako je s primeri v Sloveniji do sedaj, torej do včeraj, do polnoči. Opravili smo 173 tisoč testov, 3212 je potrjenih primerov, nekje približno enako število moških in žensk, torej aktivnih primerov po oceni imamo 590, v preteklem dnevu, torej včeraj, je bilo 79 potrjenih novih primerov, med zdravstvenimi delavci, sodelavci pa je vsega skupaj 458 potrjenih primerov do včeraj. Če gremo dalje, vidimo, da nas ta drugi val pravzaprav z nihanji vodi v višje številke. Torej prvi val, takrat, ko smo dosegli največje možno število dnevno 61 potrjenih primerov, smo včeraj presegli in ta nihanja seveda predstavljajo en dvig v tej krivulji opazovanih potrjenih primerov. Če gremo dalje, je tisto, kar sem vas hotela opozoriti, torej starostne strukture. Nekako skupaj gre z anketiranjem, z vsebino anketiranja to, da je število mladih tam v letu 25, starostne skupine 25 do 34, večje število moških, da pa seveda med starostniki zaradi starostne strukture, ki jo poznamo, da imajo ženske daljšo dobo življenja, pa pravzaprav več zbolelih v tisti višji starostni skupini. Naprej, prosim. Kar je pa še bistveno bolj pomembno, je to, da pravzaprav ugotovimo, od kod te okužbe prihajajo. In prav tukaj se nam struktura nekoliko spreminja od tistega, kar smo v prejšnjih podajanjih lahko prikazali. Bistveno več imamo lokalnih virov prenosa in zelo veliko imamo neznanega vira. Vzrok, zakaj se to pojavlja, seveda je lahko v različnih momentih. Ko anketiramo na terenu, opažamo, da se ljudje ne spomnijo, ne želijo povedati in v takih primerih je seveda ta odstotek neznanega vira pravzaprav bistveno višji, kot bi si ga želeli. Če gremo dalje, lahko vidimo, da v zadnjem, torej prejšnjem tednu, je bilo ponovno importiranih največ primerov iz Hrvaške, ki tudi v skupnem seštevku vodi glede na ostale države z importiranimi primeri. Tedensko število predlogov za epikaranteno in pa število tistih, ki so v tej karanteni zboleli, se dviguje. Kar pomeni, da je ponovno tisto, kar sem že velikokrat poudarila na takih in podobnih srečanjih, da z karanteno zajamemo uspešno tiste ljudi, ki lahko zbolijo in bi eventuelno na ta način širili okužbo dalje. Z karanteno smo to širjenje zajezili. Če gledamo zadnji teden 36, vidimo, da je teh, ki so v karanteni zboleli, že preko 11% od tistih, za katere je bila izdana karantena. Torej, od 3% smo prišli že do 11%. To pomeni, da je ta učinkovit ukrep še zmeraj na mestu. Če gremo dalje v včerajšnji dan. Torej, včeraj je bilo res veliko pozitivnih primerov, tudi veliko število testiranj, kot je bilo že omenjeno, samo 2 importirana primera, lokalnega vira, tako kot sem rekla, zelo veliko, in pa v epidemiološki preiskavi je še kar nekaj primerov, tako da
teh 20, ki so še v epidemiološki preiskavi, se bo seveda porazporedilo po tistih znanih postavkah, ki jih na tem slajdu vidimo.